Lepo zdrav, tudi v mojem imenu lepa hvala, da ste prišli praznovati leto, ki upamo, da bo polno vsega dobrega. Tako kot je danes, petek 13. pa upam, da namesto da bo slab, da bo predvsem sladek. Tako tudi upamo, da leto 2012, da bo tudi polno vsega dobrega. Že ko smo delali slogan, pa smo se zavedali, da vse, kar si želimo, je to, da bi vsem nam prineslo leto 2012 vsaj nekaj dobrega, zato tudi na plakatih, ki vidite, pišejo tiste drobne želje. Čestitam ob rojstvu, čestitam za službo in tako dalje. In upamo, da se bo čim večjemu številu te želje ob tej naši obletnici tudi uresničile. To leto seveda praznujemo 90. Obletnico proizvodnje čokolad v Lescah. Dejstvo je, da je Gorenjka najpomembnejša slovenska proizvodnja čokolade in tudi edina proizvodnja čokolade, kjer sami delamo vse od surovine do končnega proizvoda. Mi dejansko sami kupujemo surovine, iz katerih naredimo maso. Vsi tisti, ki ste zainteresirani, lahko tudi se kasneje dogovorite in pogledate samo proizvodnjo čokolade, ki je sicer precej fascinantna. Seveda, zgodovina te proizvodnje sega v 90 let, pomembna pa je tudi leto 58, ko se je takratna tovarna, gorenjska tovarna čokolad preimenovala v Gorenjko in to Gorenjko poznamo tudi še danes. V začetku 80. let je seveda Gorenjka bila pred enim velikim izzivom. Bila je namreč tik pred tem, da se zapre, saj smo v času Velike Planinc, v času varčevanja, v času ukinitve oziroma prepovedi uvoza čokolad skoraj da ostali brez proizvodnje, ampak zaradi tega, ker pač ni bilo surovin. Ampak tudi to obdobje so, bom rekel, dobri sodelavci prebrodili tako, da so našli dobre nadomestke, o kateri bo seveda lahko tudi kasneje Alenka nekaj povedala. Gorenjka pa ni zgolj proizvodna čokolad, je tudi pomembna in tudi največji slovenski proizvajalec peciva. Vidite te rolade, ki so pred vami. In to pecivo delamo pa že 45 let in tudi držimo vodilno pozicijo v Sloveniji. 68. leta pa postane Gorenjka tudi sestavni del žita. Sestavni del žita je Gorenjka tudi danes in spada, bom rekel, v tisti pomemben steber, ki mu rečemo pri nas konditorstvo. Konditorstvo je nekaj, kar tudi vodi Peter Rajačič. V žitu si seveda želimo, da Gorenjka še naprej ostane slovenska. Želimo si, da še naprej ostane proizvodnja čokolade v Sloveniji in temu primerno smo tudi bazirali našo strategijo. Smiselnost nadaljne proizvodnje seveda temelji v dveh smereh. Prvi razlog je do neke mere ohranjanje slovenske tradicije, slovenske zgodovine proizvodnje čokolad. Na drugi strani pa se moramo tudi zavedati, da Gorenjka, blagovna znamka, spada med ene od najbolj prepoznavnih blagovnih znamk v kategoriji konditorskih izdelkov. Vendar pa Gorenjka ni znana samo v Sloveniji, Gorenjka je znana tudi v tujini in uspešno izvažamo čokolado že praktično 30 let v Makedonijo. V bivši Jugoslaviji Gorenjka sicer ni povsod poznana. Če pa boste šli v Makedonijo, pa boste videli, da je ta znamka tam prisotna že precej časa. Vendar to ni edino pomembno izvozni trg. Pomembno je tudi to, da v zadnjih letih, v zadnjih desetletju smo seveda z intenzivnim delom in pa verjetno malo tudi spremembo potrošniškega trenda začeli uspešno proizvajati mistike kot temne čokolade, ki jih lahko dobite tudi na Madžarskem in pa Češkem. Na drugih trgih je Gorenjka prisotna predvsem pod blagovno znamko MAM, pod katero tržimo riževe čokolade. Za nas seveda kot žito in pa kot Gorenjka predstavlja velik izziv to, da kljub tradiciji ohranjamo mlade potrošnike, ker mladi potrošniki sami veste, da so precej nagnjeni k uživanju čokolade in vesel sem, da Gorenjka spada tudi med ene od najbolj prepoznavnih teh profilov na Facebooku.
Samo v zadnjem tednu smo recimo dobili 1000 novih oboževalcev, ne? Kar me zelo veseli. Vendar pa vsaka plat ima seveda tudi svoje druge strani. Zavedati se pa moramo, da je proizvodnja čokolade v zadnjem letu ali dveh pod velikimi pritiski cen. Ključne surovine v čokoladi, kot je na eni strani čokoladni oziroma kakao prah, ne? Kakao surovina, na drugi strani pa sladkor, so zaznamovale izredno visoke cene rasti. Naprimer, sami veste, tisti, ki nas mogoče malo bolj redno spremljate, cena sladkorja se pred cirka 13-14 meseci pospela za več kot 50% in še danes vztraja na tem nivoju. Enako se je zgodilo za kakavom, ki je tudi v letu 2011 bil na izredno visokih ravneh. To seveda pomembno vpliva na samo poslovno uspešnost Gorenjke. Na eni strani se lahko pohvalimo s tem, da smo predvsem v drugi polovici leta 2011 pomembno okrepili prodajo čokolade. Vendar pa se to žal seveda ni v celoti odrazilo na poslovnem rezultatu, predvsem na račun visokih cen surovin. Verjamem pa, da te visoke cene surovin ne morajo vztrajati tako dolgo na teh visokih nivojih, tako da tudi mi upamo, da nam bo to leto polno dobrega prineslo mogoče tudi nekoliko nižje cene surovin.